vsem skupaj. Odbor za obrambo je danes na zaprti seji obravnaval točko dnevnega reda Slovenija kot tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Šlo je na nek način za nadaljevanje seje, ki smo jo imeli spomladi. Tam smo sklepom, ki je bil sprejet soglasno, naložili vladi nalogo, da pripravi oceno ogroženosti Republike Slovenije, tako strani konvencionalnega kot tudi nekonvencionalnega vojskovanja. Vlada je to naredila, danes smo se seznanili s temi grožnjami, s katerimi se srečujemo v Republiki Sloveniji. Opazno je pač povečanje na nek način predvsem tega hibridnega vojskovanja in pa hibridnih groženj strani Rusije, ki so se povečale predvsem potem, ko si je Rusija prisvojila Krim in pa zahodni del ukrajinskega ozemlja. Slovenija je tukaj tarča predvsem na področju kibernetike, propagande, kakšnih ekonomskih dejavnosti, ni pa Slovenija v celoti tarča, to se pravi, ni tarča celovitega pristopa ruskega hibridnega vojskovanja, pač pa je zaznati samo posamezne elemente. Kaj konkretnega, več konkretnega težko povem, glede na to, da smo bili seznanjeni z zaupnimi podatki, smo pa sprejeli kar nekaj sklepov, ki bodo seveda javno objavljeni. Najpomembnejši med temi pa je, da odbor predlaga vladi, da se ustrezno spremlja in pa da se odziva na hibridne grožnje zoper Republiko Slovenijo.